Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. Danes že nova epizoda v moji novi seriji, vaša spletna stran od A do Ž. In danes želim spregovoriti o nekih osnovnih pojmih, ki jih morate poznati, preden se lotite izdelave spletne strani, ne glede na to, ali vam jo bo izdelal strokovnjak ali pa se boste tega lotili sami. Če boste poznali neke te osnovne izraze, bo vaša pot do vaše spletne strani mogoče malenkost hitrejša in malenkost lažja. Definitivno pa to ni vse, kar morate vedeti, je pa neko ogrodje, neka osnova, da boste nekako lahko začeli in da boste opremljeni z informacijami, da boste znali raziskovati naprej. Danes vam bom pravzaprav predstavila tiste osnovne pojme, kot so strežnik, gostovanje, domena, e-pošta, spletna stran, SSL certifikat, cPanel, Direct Admin. Take stvari, ki so res tista osnova, ki niti niso neposredno povezane še z vašo spletno stranjo konkretno, ampak jih morate razumeti, ne. Pa spregovorimo najprej o strežniku in gostovanju, ne. Zdaj načeloma strežnik pa gostovanje, to sta v bistvu sinonima, ne, pač nekako, ko govorimo o strežniku, govorimo o gostovanju in obratno. In to je v bistvu neki prostor na spletu, v oblaku, ki ga vi imate in kamor lahko obešate vse svoje te spletne stvari. Na strežnik, torej na vaše gostovanje, na paket gostovanja, ki ga izberete, boste vi obesili svoje domene ali eno domeno, kakorkoli, e-pošto domensko, spletno stran boste gor postavili ali pa še cel kup imate možnosti druge aplikacije nameščati na tem gostovanju, o čemer bomo tudi malo še v praksi pogledali, kako izgleda. Zdaj pa, kaj je pomembno, ko izbiramo gostovanje? Zdaj načeloma grozno nekvalitetnih paketov gostovanja skoraj da ni več, ker je tehnologija toliko napredovala, da nekega iztrema ne bi smelo biti. Zdaj, jaz vam samo na srce polagam, da ekstra pazite, še posebej, če se spuščate v gostovanje pri nekom neznanem, ko ne poznate, ko ni nek znan izvajalec, da preverite, da ima Lightspeed tehnologijo. To je pa tehnologija, ki poskrbi, da je spletna stran veliko hitrejša od nekih klasičnih serverjev, klasičnih strežnikov. Tako da tole pazite in pa seveda paziti morate, da imate dovolj prostora na disku. Definitivno 1 giga prostora ne bo dovolj, pač dolgo ne, na dolgi rok. V glavnem, to so vse stvari, o katerih se je treba pogovoriti. Če imate bolj zahtevno spletno stran, za spletno trgovino, za učilnico ali karkoli, je zelo pomemben podatek tudi CPU. CPU je en tak podatek, ki ga spremljajte, če nameravate imeti zahtevno spletno stran. Ni nujno zdaj, da vi razumete, tu pač gre za nek ta spomin, da lahko vaša trgovina tekoče dela, da lahko zelo hitro deluje. To pa seveda ni toliko pomembno, če je vaša spletna stran samo predstavitvena, ne. Pomembno je seveda tudi, če ste vi velik uporabnik e-pošte, boste avtomatsko rabili več diska, torej več prostora na disku, ne. Tako da prostor na disku, Lightspeed pa CPU, to so vam 3 ključni podatki, ki jih gledate, ko izbirate ponudnika gostovanja. Zdaj pa bom tudi vam predstavila, kako se sploh gostovanja lotiti iskati, kako primerjavo narediti, nekaj boste primerov že zdaj videli, katera gostovanja so za koga primerna, kateri ponudniki so smiselni za koga in tako naprej. Zdaj bomo pa na hitro samo pogledali ponudbo slovenskih podjetij gostovanja. Zdaj pa, če sem izbrala 5 nekih najbolj vidnih ponudnikov. Če se lotite kateregakoli drugega ponudnika, pač s katerimkoli drugim ponudnikom delati, bodite previdni, v redu berite, kaj dobivate. In tudi tukaj boste videli, pri nekaterih cenikih, nekaterih stvari ne bomo vedeli ven in jih je treba dejansko še povprašati, ne. In to je vaše delo, da se pozanimate, a je vse, kar vi rabite. Torej zdaj, tako sem rekla, vse je odvisno od tega, kaj vi dejansko rabite. A bo vaša spletna stran zelo zahtevna, a bo manj zahtevna, torej to morate vse vedeti, preden se lotite iskanja gostovanja. Ne prehitevajte dogodkov in pa zavedite se, da gostovanje zamenjati je najbolj easy stvar na svetu, tako da tudi če imate odprej zaradi domene, zaradi mailov ali česarkoli več že gostovanje neko kupljeno, se nič ne bojte menjati, nič ne bo narobe, nobenega izpada ne bo, mogoče kaka urica, 2 mogoče imeli nehajo delati, če, ni pa nujno, ne, lahko da sem 15 minut tega izpada, ampak včasih se splača.
Zdaj pa moje osnovno, jaz sem probala delati z vsemi, bila sem v stiku z vsemi temi ponudniki, imam stranke, ki gostujejo pri vseh od teh, imela sem reseller paket pri Neoservu in Hitrosti in v bistvu tako je moje priporočilo. Zdaj, lahko, da bi se kdo skregal z mano, ker je mogoče zadovoljen z drugimi ponudniki ali pa kaj takega, ampak moja osebna izkušnja je taka. Če boste spletno stran delali sami, in ne glede na to zdaj, a rabite ful dobro spletno, mislim, a rabite veliko spletno stran ali ne, če jo boste delali sami, zaupajte Neoservu. Zakaj? Neoserv ima podporo tako, ki je nima nihče. Če se vam bo karkoli zalomilo na spletni strani, ko jo boste izdelovali, Neoserv vam je dejansko sposoben iti v WordPress, vam rešiti kak problem, karkoli, a ne, in za zelo mali denar, če pri njih gostujete. Medtem ko drugi ponudniki pri tem malo škripajo, a ne. Kar za moje pojme je tako Neoserv preveč da, ampak je pa Neoserv tudi cenovno najdražji načeloma, a ne. Tako da tu pač, če boste delali sami, dajte vložiti več v to, da boste imeli tam neko podporo, ki je drugače pač nimate, a ne, če delate sami. Če pa imate vi izdelovalca, zato je tako prva stvar, da ga vprašate, a ima on reseller paket, torej a ima on svoj strežnik za svoje stranke, koliko zmogljiv je, a je za vas primeren, če pa nima, pa kateregakoli drugega izvajalca. Zdaj, zakaj? Načeloma tudi z izdelovalcem se pogovorite, če pride s strežnikom kakršenkoli problem, ko je treba strežniška dela delati, a je to vključeno v izdelavo spletne strani ali ne. Če izdelovalec tega ne nudi, vam toplo priporočam, da se usmerite na drugega izdelovalca. Če pa to ni opcija, če je enostavno, da je kak drug razlog, da enostavno hočete nekega izdelovalca, pa dajte spet biti na Neoserv, da bo Neoserv pomagal takrat, ko bo nekaj, kar izdelovalec ne bo hotel delati. Torej, vaše delo je, da se pozanimate pri izdelovalcu, kaj bo on za vas dejansko pripravljen narediti, ne. Tako da, dajte ga vprašati, okej, vam naredi spletno stran, ampak kaj pa na strežniku? Če bo na strežniku, ne vem, zdaj na pamet govorim, a ne, vi ne rabite niti razumeti tole, kar govorim, samo da znate vprašati naprej. Torej, recimo, če je treba, ne vem, zamenjati PHP verzijo na strežniku, ali vam bo to on naredil, ali bo odkrival težave, ki so povezane s strežnikom, če bo kdaj s spletno stranjo kaj narobe, a ne. Tako da, res naj vam izdelovalec pove, a bo to delal. Pri Intelektumu seveda, če imate svoj paket gostovanja, je čisto vseeno, kje ga imate, ker strežniška dela dejansko delamo mi, in če je potrebno za kako podporo komunicirati, tudi jaz komuniciram potem s ponudnikom, a ne. Tako da tu ne rabite skrbeti, da bi mogli v Neoservovo najdražje pakete iti, ker ni potrebe po tem. Ker zdaj, kaj je tudi, a ne, kaj sem opazila, Neoserv pač ima mogoče malenkost težavo s temi osnovnimi spletnimi gostovanji, da so malenkost slabša kot istocenovna pri drugih ponudnikih. Ampak spet pravim, podpora je pa neprimerljiva, a ne. Tako da, če delate sami, Neoserv, če ne delate sami, karkoli drugega. In seveda, cene se spreminjajo teh paketov, tako da vi vsakič to, kar jaz zdaj delam, vi naredite ne glede na to, kdaj boste vi spletno stran jemali. Take cene, ko so zdaj, lahko da takrat ne bojo in se bo vam splačalo nekaj drugega. In to je tako, a ne, zdaj jaz ne bi smela tega podpirati, a ne, ampak načeloma tako veste, tako je pri ponudniku elektrike, a ne. Ga lahko zamenjate vsako leto ali vsake 2 leti, zdaj če slučajno kako vezavo podpišete, pač malo bolj redko, če ne, lahko malo bolj pogosto, kakorkoli, enako je pri gostovanjih, a ne. Tisto 1 leto morate biti, ko ga plačate, ker denar se ne vrača za gostovanja, ampak lahko pa relativno brez težav zamenjate, a ne. Mogoče se pri mailih malo zakomplicira, ker morate nastavitve zamenjati, če greste na drugi strežnik, ampak vseeno, to je vse rešljivo, ampak v zameno za 50 € nižjo ceno mogoče se splača, a ne. To je zdaj čisto od tega odvisno, koliko se vi hočete zabavati. Načeloma, ko smo finančno stabilni, se ne ukvarjamo s tem, da bomo zdaj menjavali gostovanje vsako leto ali kakorkoli, a ne. Ampak včasih pa res dobimo kako ponudbo, ki se pa res fejst splača. No, pa poglejmo zdaj malo, tule je Neoserv, ima tule pakete in gledate v bistvu spletno gostovanje. Načeloma minimalni paket za moje pojme je zeleni paket, ki ga morate imeti, a ne, da pač ste nekako brezskrbni, tudi če je enostavna spletna stran, a ne. Imate pač, to je že neomejen prostor na
tisku, to je bistveno. Oranžni ima 5 giga, to je smiselno samo v primeru, da imate samo maile ali pa res tako enostransko predstavitveno spletno stran. Beli iskreno je pa res samo za maile, pa še tam rado zmanjka, ne, če ste malo bolj zahteven uporabnik. Tako da začnete z zelenim in potem, zdaj tisto morate tudi vedeti, a ne. Brez težav se tudi nadgradi ali pa zmanjša paket gostovanja. S tem, da če boste paket gostovanja manjšali naknadno, denarja nazaj ne boste dobili. Če pa ga povečate, pa brez težav samo par evrov doplačate in za isto obračunsko obdobje samo doplačate do konca, a ne. Tako da, ja, zeleni, modri za največ enostavna spletna trgovina, pa neki maila pa tako, kar je pa več, pri Neoservu je pa hitro treba začeti gledati na turbo. A ne. Turbo paketi so kar dragi, zdaj če gledamo, a ne, prvo leto imate 15 evrov na mesec, to je potem kar 180 evrov v letu, ampak to so res dobri paketi. Zdaj, kaj pa pri Neoservovih turbo paketih, da so v bistvu primerljivi čisto navadnim paketom na hitrosti, kot bomo zdaj videli, a ne. Zdaj, če imate potrebo po nekem turbo paketu, da vam ta paket noben ne zadostuje, načeloma bi jaz šla stran od Neoserva, ne. Zdaj, če boste imeli toliko zahtevne spletne strani, takrat ne boste si sami delali, po vsej verjetnosti, a ne, in je potem boljše iti drugam, a ne. Potem, no, zdaj pa da gremo pogledati ponudbo hitrosti. Jaz vedno pravim, Neoserv za tiste, ki sami delajo, hitrost za vse ostale. Jaz vedno promoviram hitrost, ker se je izkazal, ne glede na to, da imajo ful nizke cene, dejansko Neoserv jih označuje, kot da imajo dampinške cene in ne vem kaj, ampak dejansko imajo dobro storitev. Njihovi paketi, spletne strani na njihovih paketih, za moje pojme, delajo hitreje, a ne. Zdaj, kaj je pa bistvena razlika med hitrostjo in Neoservom? Da je v bistvu tista uporabniška nadzorna plošča je drugačna, ker Neoserv ima cPanel, hitrost ima pa Direct Admin. To sta dve nadzorni plošči, vodilni, ki bomo v prihodnje tudi pogledali malo, da boste videli razliko, a ne. Zdaj, Direct Admin pri hitrosti, ki je malenkost težji za navigirati, malenkost bolje je treba vedeti, kaj se dela, pri Neoservu, pri cPanelu, a ne, to zdaj ni odvisno od Neoserva pa hitrosti, to vsak ponudnik se odloči, kaj bo imel, lahko je še kakšna tretja varianta, ampak jaz ti dve poznam. cPanel je pa malenkost enostavnejši za uporabo, a ne, sami maili recimo imajo veliko lažjo uporabo, kot pa Direct Admin, a ne. Teda to, če boste sami delali, zato pravim, boljše Neoserv s cPanelom, če boste delali sami, ker boste še sami kakšne maile kreirali, pa ne vem kaj, in pri Direct Adminu se lahko hitro izgubite. Ampak, če primerjamo cene, a ne, zdaj jaz načeloma, kot vidimo, kaj je razlika med hitrostjo pa Neoservom. Tule, glejte, imamo en paket, 30 giga, 4 CPU, a ne, je 70 evrov prvo leto, potem je, samo malo, potem je 100 evrov na leto. Primerljiv paket je to pri Neoservu že v bistvu turbo, prvi, 4x CPU, 30 giga SSD prostora in je to 180 evrov na leto. To je ogromna razlika, zato pravim, da bolje iti na hitrost, če morate v te pakete. Lightspeed seveda imata oba. In potem, zdaj, če gremo pa, ja, to je načeloma neka taka primerjava. Jaz načeloma, če je ful dobra trgovina, mislim, če je neka trgovina, tale paket v nulo laufa, še boljše mogoče je pa vzeti enega več, zaradi števila CPU-ja, recimo tole ali pa tole, ja. Tale, za moje pojme, je res svetovn, lahko imate več spletnih strani gor, pa bojo delale v nulo, ne. Tako da, načeloma bi rekla Pro Maxi ali pa Pro Classic Plus, za bolj zahtevne spletne strani, za bolj enostavne, je pa že tale čisto dovolj, a ne. Ali pa ta, jaz bi tega v vsakem primeru vzela. Pol pa imamo seveda druge ponudnike. Jaz o cenah drugih ponudnikov ne bom preveč komentirala, vem pa, kar se kvalitete tiče, zaenkrat sem zaznala največ težav ravno z Domenco. Domenca domovanje, Seashell, to je vse pod isto hišo, to se morate zavedati.
Ful obljubljajo, imajo dejansko všteto kar veliko, ampak nekako ne dostavijo, no. Največ izpadov je še bilo. Pa tudi saj cena niti ni ravno nizka. Tile Max paketi so pač, so malenkost manj, manj močni, manj diska imajo in je treba kar hitro gledati in na koncu pridemo že kar na visoko ceno, če primerjamo s hitrostjo, pa še največ izpadov imajo. Ne vem, zakaj, ampak dejansko so kar težave, Zdaj, kaj je še? Ja, veliko kdo ima pač tole brezplačen SSL certifikat obljubljajo, Vsepovsod, v vsakem cPanelu pa v vsakem Direct Adminu je brezplačen SSL certifikat, tako da to naj vam ne bo neki faktor izbire, ker je vsepovsod. Pol imamo tule žabec, težko ga, z njim sem najmanj delala do zdaj, pa prašiček ali karkoli že je. V glavnem, tudi če si malo pogledate, premium pakete, recimo dejansko, toti so ful poceni in načeloma, koliko sem imela opravka z žabcem, težav ni bilo. Tako da definitivno je podjetje, ki ima pametno dati priložnost in biti pozoren, kaj se dogaja, In pa, kaj sem opazila, ko sem se njih gledala, nikjer ne piše nič o, je Lightspeed, okej. Prej nisem takoj videla, je Lightspeed ali ni, ampak je. Tako da to je krito, mogoče tole gostovanje, nekam poceni so, je za sprobati, No to, pa SSL menda, ja, seveda je, tako da to ni. Pa prasiček še pol, to je tudi en tak dejansko bolj nizkocenovna varianta. Prvo leto spet veliko ceneje, potem kar dražje, Tako da tu pač paziti, kaj se dogaja, Malo pogledati, tule imajo tudi cPanel, Ja, to je to. Načeloma, tu je še treba preveriti, če imajo tale Lightspeed tehnologijo. Tega nisem enostavno zasledila, kje, treba je malo pogledati, če pa jim nikjer ne piše, enostavno povprašate, kontakt, povprašate, pokličete, kaj je fajn pri teh podjetjih, ki zagotavljajo gostovanje, vedno so dosegljivi. Zdaj, čisto minutka, toliko da vidite, kaka je izkušnja v cPanelu, kaka v Direct Adminu. Načeloma 90% verjetnost je, oziroma 90% gledalcev tega videa, ne boste tega sploh vi sami toliko uporabljali, ampak če pa slučajno boste, je pa fajn, da vidite razliko. Torej tule Neoservova je cPanel, ki je bolj pogost, tudi pri drugih ponudnikih, da to zdaj ni vezano na ponudnika samega, tudi pri drugih ponudnikih lahko dobite cPanel, In pač imate, ne vem, takoj, ko pridete noter, imate takoj zlistane vse možnosti, kaj pač lahko počnete. Zdaj, najbolj pomembno za vas so e-mail naslovi in kaj je najboljše pri cPanelu. Da lahko direktno greste e-mail pač preverjati, brez da dodatno vpisujete e-mail geslo, uporabniško ime, Medtem ko, kaj je problem pri Direct Adminu, je to malo bolj tako, Tukaj nastavljamo e-poštne naslove, da obstajajo, Potem tukaj, ki je zdaj, vedno tako iščemo, ker načeloma saj ne dostopamo do e-pošte tule. Webmail Roundcube, tule vas pa vedno vpraša po uporabniškem imenu in geslu, Tako da to je malo zoprna reč, pač na splošno, tako kot sem rekla, Direct Admin ima malenkost bolj tak, malenkost težjo uporabo kot cPanel. cPanel je pa res en tak ful straightforward. Tudi inštalacija WordPressa, recimo, če se boste tega lotili sami, imate tule čisto dejansko bolj easy, saj je v vsakem primeru easy, ampak v cPanelu je še bolj easy. Sem date install now in greste na nastavitve, takoj. Tule je pa malenkost bolj, morate prvo najti spletne
aplikacija Installatron, potem pa application browser, pa pol se taka, ne, pa install, ne, in pol se tiste nastavitve šele prikažejo, a ne. Tako da, tu so ene take malenkost je razlike, a uporabljate cPanel ali Direct Admin, definitivno se pa vse načeloma da naučiti, samo pri Direct Adminu je malenkost večja, malo bolj traja, a ne. Seveda lahko še ogromno drugih stvari, SSL certifikati so pri cPanelu tudi lažji za nameščati, brezplačni, a ne, če imate plačljive, tako čisto drugače pa vam ponudnik gostovanja naredi, potem kake preusmeritve, urejanje DNS zapisov, to je vse v cPanelu je malenkost lažje in malo manj je fint. Pri Direct Adminu je pa malo treba vedeti, kaj delaš, tudi ne tako ekstremno, a ne, ampak ja, pač malenkost je drugače. Tako da, toliko o tem na tem mestu, kaj več pa načeloma tak ni zdaj predmet tega videa. Tak, naslednji pojem, o katerem govorimo, so domene. In sicer domena je v bistvu, ko imate vi spletno stran, je to vaša domena. Ko greste na domačo stran, je to vaša domena. Tole vse skupaj je URL vaše spletne strani, vaše domače strani, samo intelektum.si v mojem primeru je pa domena. In zdaj, kako sploh ugotoviti, zdaj največji problem pri domenah je, da je splet že res zelo zasičen in se pogosto zgodi, da tisto ime, ki ga mi hočemo, da je že zasedeno. Da načeloma, če se lotimo imeti domeno, brand, svoje ime in priimek, a ne, je to pač manjša verjetnost, da je zasedeno, tako sem jaz včasih imela natasakukovic.si ali pa simonakozole.com, imam tudi spletno trgovino, stranko in tako naprej. Včasih se pa zalomi, a ne, zdaj pač in je včasih treba malo iskati neke alternative tudi, a ne. Zdaj, jaz ne bom šla zdaj v take podrobnosti, jaz samo želim, da veste, kako preveriti, a je domena free ali ni free. Zdaj, v nekih ekstremnih primerih se celo nekateri lotijo kupiti, odkupiti domeno od koga za ful visok denar, ne. Poznam primer iz prejšnjega leta, je za en dejansko urejevalnik spletnih strani, en je pač ven prišel nov in ime mu je bilo Breakdance, a ne, Breakdance, veste, kako ime je, in to je seveda bila zasedena domena. In oni so ne vem koliko 100 000 evrov, več 100 000 evrov so dali za to, da so dobili to domeno, a ne. Seveda, mi, mali podjetniki v slovenskem prostoru se takih stvari ne lotevamo. In zdaj, kako pa se lotiti? Gremo tu na domene ali tule, lahko gremo tudi tule, pač kje se boste odločili, jaz bom zdaj pač tule na Neoservu preverila. To je v bistvu enoten register, ne glede na to, kje greste preverjati domeno, bo rezultat isti, tako da ne rabite skrbeti, da bi zdaj en vam drugače ven vrgel. Razlika je samo pol v cenah, tako da ko vi neko domeno free najdete, lahko greste domene gledati, ampak domene so tako poceni, to je na leto po 10, 12, 15 evrov, glede na to, katero vzamete, a ne. In nima smisla, da tule sploh na ceno gledate, gostovanje, potem kvaliteta gostovanja je bistvena. Ker zdaj tako, ena stvar še za razumeti. Vi lahko imate domeno drugje kot gostovanje, če želite. Se malo zakomplicira, treba ene stvari nastaviti potem, a ne, ali vam pri tem gostovanje pomaga, ali vam pri tem izdelovalec pomaga, to je pač potem stvar dogovora. Ampak dejansko se da, lahko imate vi domene drugje pa gostovanje drugje, ampak to je tako brez veze, a ne, imate pol že dva ponudnika za dve različni stvari, ko lahko imate vse na enem mestu in tudi uporaba je potem veliko bolj simpel, ko pa da imate to ločeno, a ne. Da zdaj recimo bom jaz, ne vem, bom svojo, ko vem, da je zasedena, samo napišete noter Intelektum, a vidite, pa vam vrže vse, kaj je zasedeno, kaj ni zasedeno, kako je, mislim, imate .si je zasedena, .com je zasedena, .net je zasedena, te so pa potem free, a ne. Je pa še v 1071 končnicah na voljo, a ne, mislim, tako da, to je kar noro, a ne, imate ful teh končnic. Tako da vi samo tule svoje ime napišite, pa boste videli, a ne. To nima smisla, tule imate ceno zraven in isto tudi, če greste na hitrosti ali kjerkoli drugje. In kaj je tudi, a ne, v večini primerov imate opcijo, ko najdete domeno, greste kar na spletni strani naprej in avtomatsko izberete še potem, recimo jaz zdaj za foro dala v košarico tule
greste naprej in izberete še gostovanje, a ne. Tu izbirate, kaj bi imeli, a ne, daš v košarico recimo in potem SSL zaščita. Seveda SSL zaščite posebej ne rabite kupovati, zato ker imate brezplačen SSL certifikat, razen v zelo posebnih primerih, ko je pa smiselno imeti plačan SSL certifikat, takrat ga pa pač dodate, a ne, ampak smiselno je vse nabaviti na enem mestu in je to. Seveda to, a bi vi rabili plačljiv SSL ali ne, to je seveda stvar specifičnega primera, to ne bomo zdaj posploševali, niti ne bomo o tem podrobno govorila. Tako da, ja, načeloma tako preverite. In kaj je zdaj pač pri domeni treba gledati, a ne, kot prvo, zdaj, recimo, jaz sem en tak tipičen primer, ko sem naredila nekaj, ko se načeloma ne dela. In sicer moja domena Intelektum je zasedena v vseh ostalih končnicah, razen samo v .si in .eu sem imela na voljo, ko sem kupovala. Ampak to je zdaj tako. Načeloma bi jaz vedno odsvetovala vsakemu podjetju, da to naredi, zato ker jaz zdaj konkuriram oziroma meni konkurira podjetje iz Španije, ki proizvaja neka zdravila. Intelektum so dejansko neka zdravila ali prehranski dodatki ali nekaj. Seveda imajo pa .com pa druge končnice, a ne. No, in dejansko je bil nekaj časa kar problem, ker je vedno to špansko spletno stran metalo ven, ko je nekdo Intelektum napisal v brskalnik. Ampak zakaj sem se jaz tako odločila? Zato, ker to ime Intelektum je z mano že od 15. leta starosti. Jaz sem se že pri 15 letih odločila, da bom jaz Intelektum, sicer takrat je bil Intelektum z k-jem, a ne, ampak tisto je tudi vse zasedeno v vseh končnicah, tako da sploh nimam kaj. Intelektum je pa še bilo fraj, a ne, tako da tu sem pač kompromis sklenila. Več kompromisov pa nisem bila pripravljena sklepati. Zdaj, če ste vi v isti taki situaciji, da imate ime, po katerem ste že znani, definitivno nekako najdete način, da uporabite to ime. Tako recimo, imela sem tudi zdaj primer eno stranko, Unikum. Unikum je tudi ena domena, ki je zasedena v vseh možnih končnicah in unikum.com pač ni bilo možno dobiti in smo potem šle v Unikum -art, a ne. Lahko se malo poigrate, dodate minus pa nekaj zraven, lahko bi jaz tudi mogoče Intelektum, pa bi imela Intelektum -web, ampak sem se odločila, da bom rajši imela bolj na easy, ne. Tako da, res pri domeni oreng razmislite, kaj je za vas smiselno, ne. Kar je za vas smiselno, ni nujno tudi za nekoga drugega, a ne. Če ste čisto novo podjetje, če še nimate uveljavljenega imena, kakorkoli, je to priložnost, ko vi spletno stran date delati, ko prvič kupujete domeno. Tu je vaša priložnost, da stvari postavite na novo, a ne, če je to smiselno, seveda. Zdaj, če imate vi neko ime, da vi na trgu dejansko šele 2 meseca delujete, se vas ime še ni ful prijelo in lahko ste še malo kreativni okoli tega in še malenkost kaj spremenite, a ne, dokler nimate že logotipa, pa ne vem kaj, da niste že v CGP vlagali ali pa karkoli. Tako da pač to se res dobro vprašate, kaka je zdaj domena za vas smiselna. Pač bistveno je, da poskrbite, da ni zasedena in da res predstavlja to, kar vi delate. Seveda tudi to, kaka bo domena, od tega, kaka bo domena, bo odvisno tudi, koliko bo vaša spletna stran vidna, dejansko te končnice nekaj pomenijo. Recimo, .si je seveda za slovenski trg. Če vi hočete delati globalno, ne morete spletne strani dati na .si domeno. Jaz sem jo dala na .si, zato ker trenutno jaz samo za Slovenijo poslujem, a ne, jaz nimam še interesa pač se širiti v tujino. In če je tako, je to čisto kul. Ko bom hotela delati z drugimi državami, bom mogoče zakupila .eu. Čeprav .eu ima nek tak ceneni, kako bi rekli, prizvok, a ne, iz nekega razloga, bog ve zakaj, tako se je pač prijelo, če imaš EU, si, ne vem, ful šparaš ali kakorkoli, ampak dobro, to vas naj ne skrbi. Za spletne trgovine obvezno .com, commercial, to je pač res mišljeno. Če imate kake aplikacije, če prodajate neka omrežja, kakorkoli je .net recimo zelo dobro, a ne. Tako da malo pač o končnicah tudi razmislite. Veliko kdo vam bo tudi svetoval mogoče, da se kupi več končnic, kar je seveda smiselno, da vam ne poberejo potem drugih in vam konkurirajo na Googlu, a ne, vam konkurirajo v brskalnikih in potem vas lahko izrinejo, a ne, za neko drugo končnico. Tako da, recimo .si, .com,
sta taki dve glavni končnici, če pa je za vaše kaj drugega smiselno, pa seveda potem razširjate. Definitivno naj bo domena simple za prebrati, simple za napisati in zapomnijo, naj si ljudje zapomnijo. Tako da, to je to o domenah, cene so izredno nizke, to še samo imamo za 10, 12, 15 evrov, EU celo 4 evre, ne. Tako da, pol podaljšanje pa načeloma 19,99 vse povsod, razen če je kaj kakšna ekstra akcija, s tem, da mislim, da na podaljšanje akcij ni. Tako da prvo leto imate cenej, ostala leta imate potem okoli 20 evrov stroška za podaljšanje domene. Zdaj pa, da še razumete pač kaj zdaj, to domeno mi v bistvu na strežnik obesimo, ne, tako sem prej kazala, tam v cPanelu ali Direct Adminu se domena doda, se poveže z gostovanjem in tako naprej in potem lahko vi preko te domene spletno stran naložite. Zdaj pa še spregovorimo o e-pošti, kakšna je vloga e-pošte pri strežniku, pri domeni in tako naprej. Da lahko imate e-pošto, rabite najprej gostovanje pa domeno, ne. Torej temu rečemo domenska e-pošta, to definitivno ni Gmail, ne. Zdaj, zakaj sploh domenska e-pošta? Veliko bolj profesionalno deluje, kdor posluje z Gmailom, za moje pojme je to pač en tak čisto osnovni no-go, glede na to, da je tako nizek strošek nekega osnovnega gostovanja in domene, enostavno ni opravičil, da bi podjetja delala z Gmailom. Tako da dajte se vprašati, če slučajno še vedno poslujete z Gmailom, ne glede na to, a imate spletno stran ali ne, dajte si zrihtati domenski mail. Zdaj pa, kje se to znajde, ne? Zdaj seveda je stvar malenkost drugačna pri domenskem mailu, kot pa pri nekem Gmailu. Gmail je pač neka platforma, spletna, ki tam obstaja, ne, in imate dostop do vse povsod. Pri domenskem mailu je pa malo drugače. Kot sem rekla, rabite gostovanje domeno, ne, in potem se v bistvu ti domenski maili kreirajo poljubno, kot vi želite. Tako imam jaz recimo info@intellectum.si, natasa@intellectum.si. Vi lahko poljubne naslove si ustvarjate, glede na moč gostovanja, glede na zmogljivosti gostovanja, odvisno koliko boste vi teh e-poštnih naslovov lahko naredili. Zdaj recimo pri belem paketu na Neoservu lahko imate samo en e-poštni naslov, se mi zdi, ali 3, pol že kar pri oranžnem paketu jih je že kar 10 in ne vem kaj. Tako da, fula, ne. In morate se zavedati, vse, kar vi z e-pošto delate, dejansko pri domenskem mailu, vse tudi pri Gmailu, pač vpliva na zasedanje diska na vašem gostovanju, ne. Tako da, ni samo spletna stran tista, ki zaseda prostor na vašem gostovanju, na vašem strežniku, tudi maili so, ne. Maili in vse ostalo, kar vi na paketu gostovanja počnete. In tega se morate zavedati. Torej, če vi ful uporabljate maile, pa spletna stran, tudi če bo čisto osnovna, lahko da vam bojo maili ful zabasali diska, ne. Še posebej, če noter dobivate velike priloge, to se vse na strežniku hrani. In je dejansko občasno treba strežnik popucati teh mailov, ne. In ko imate domenski mail, je toliko bolj pomembno, da se disciplinirate, da nekako priloge, da si prenašate na računalnik, da ne računate na to, da imate vi na mailu kaj, zato ker maile je treba pucati. Maile je treba ven prazniti iz strežnika in to je ful pomembno. In kaj še razlika zdaj, vi Gmaila imate na telefonu, že kar aplikacijo, v vsakem brskalniku že lahko v Gmail greste, ker tak brez da karkoli veste dodatno, to je že kar prirojeno znanje zdaj, Ko imate pa domenski mail, si boste mogli na vsaki napravi posebej nastavljati, mogoče edino, če imate Outlook, splet tole, cloud aplikacijo je malo drugačna, Pač malenkost drugačno je upravljanje e-pošta, ko imate domenski mail in pa nastavljate treba posebej. Gmaila vi ne rabite nastavljati, ko boste pa imeli domenski mail, boste pa mogli dejansko ime strežnika svojega vpisati, pa ene številkice boste mogli not našati, nič težjega, vse podatke dobite, ko skreirate e-mail. Torej, če boste imeli izdelovalca, ki se bo tudi s tem ukvarjal, seveda za vas, vam bo on dal vse te podatke, pa vam pomagal. Če pa boste sami kreirali te maile, boste pa tako ali tako čist na koncu vedno dobite preko tega cPanela ali pa Direct Admina vsa navodila, kako maile nastaviti na različne naprave, Če pa še to ne, imate na YouTubeu tono nekih navodil, da si to uredite, Tako da, kar se tiče e-pošte, je to. Glavno, da razumete, da rabite gostovanje, domeno in potem lahko začnete delati svojo domensko e-pošto.
Zdaj pa še zadnji današnji izraz, in sicer spletna stran in pa WordPress oziroma odnos med spletno stranjo in WordPressom. Zdaj, ko razmišljate o spletni strani, seveda imate veliko opcij. Ni treba nujno uporabiti nekega CMS-a, torej Content Management System, torej to je sistem za upravljanje vsebine in WordPress je le eden izmed teh CMS-ov, do katerega dostopate znotraj svojega cPanela, Direct Admina, kjerkoli in ga lahko na gostovanje na svojo domeno obesite, torej nainštalirate. Ampak to ni vaša edina opcija. Vi lahko imate tudi ročno sprogramirano spletno stran, če želite. Zdaj izdelovalec vam pove, kaj je za vas smiselno, vam naredi tako, da je za vas najbolje. Seveda, ročno programirane spletne strani se zdaj že zelo velika redkost. Se WordPress kar v večini primerov uporablja, ker je simpel za uporabo in ni treba postavljati ozadja ročno in tako naprej. Ampak ja, morate se zavedati, da to ni vaša edina opcija. Vi ne rabite imeti WordPressa, če vam to ne sede. Seveda bo v moji bazi znanja, ali pa tudi mogoče bom v video seriji vključila prednosti enega pa drugega. Že naslednjič bom spregovorila o tem, zakaj se odločiti za WordPress proti programirani spletni strani ali pa kaki drugi platformi. Tako da boste malo dobri občutka, pa malo bom pokazala tudi naslednjič, kako se uporablja WordPress in boste takoj vedeli, a je to nekaj za vas ali ne. Definitivno obstajajo drugi načini izdelave spletne strani. Lahko se odločite za kako to spletno aplikacijo, kot so Wix recimo, ne vem. In pol imate WordPressa, imate wordpress.org pa .com. .com je plačljivi WordPress, drugačen. .org je pa tale, ki ga mi večinoma uporabljamo. Tako da spletna stran ni nujno samo WordPress. To je zdaj bistveno, da razumete. Znotraj cPanela, Direct Admina lahko najdete tono aplikacij, ki jih lahko nameščate na svojo domeno, na svoje gostovanje. In mogoče klasična spletna stran sploh ni nekaj, kar vi rabite. Zdaj naslednjič, jaz ne bom o nobenih drugih teh aplikacijah, o nobenih drugih orodjih pametovala, zato ker jaz sama delam in delam z WordPressom, zagovarjam WordPress, ker resnično lahko naredi v 95% vse, kar vi želite. Zelo, zelo redki primeri so, ko WordPress ni primeren in naslednjič bomo vsi res natančno pogledali, kako WordPress deluje. Tako, to je to za danes iz moje strani. Res so bili eni čisto osnovni pojmi, ki jih res morate razumeti, preden se lotite izdelave spletne strani. V prihodnjih epizodah te serije seveda bomo spoznali pa še cel kup enih drugih izrazov, vedno več bo video prikazov, vedno več bo neke vsebine, ki bo resnično koristna za vas, ampak najprej moramo pokriti malo teorije, da lahko potem preidemo na neke praktične stvari, ki imajo malo več vsebine. Upam, da sem vam pomagala s tem, da sem vas malo usmerila. Dajte mi pokomentirati spodaj, če imate kakršnakoli dodatna vprašanja ali pa kake dodatne komentarje glede danes slišane vsebine. Upam, da se vidimo tudi naslednjo sredo, spet ob 10, ko spregovorim, kot sem rekla, o uporabi WordPressa, zakaj WordPress in pa malo celo v 5 minutah bom celo prikazala, kako se WordPress uporablja, da boste dobili malo občutka, kaj to je in pa malo odnosa med WordPressom in pa različnimi orodji, ki se na WordPressu uporabljajo, da boste malo razumeli neke osnovne koncepte. Se vidimo naslednji teden, pa bodite lepo. Čau, čau!